veseljem v moji družbi danes pozdravljam Natašo Pergar, bioterapevtko, s katero sva pred meseci naredili prvi intervju. In že takrat sva se zmenili, da bova posneli še enega, ker je vsebin veliko in za danes sem izbrala eno posebno. Natašo je javnost bolje spoznala, ko je izdala svoje knjige in tudi, ko je v javnost prišla novica, da Tomaž Humar, alpinist, vabi Natašo Pergar s sabo na odprave, da mu pomaga pri tem, kdaj je pravi trenutek ali sploh je pravi trenutek, da se poda v goro. Nataša namreč vidi polja, energetska polja in na podlagi tega pove, kdaj je pravi moment, zakaj. Nataša, lep pozdrav. Ja, enako lep pozdrav. A veš, jaz sem na sceni že od leta 90, kot se temu reče. Takrat sem se začela prav res ukvarjati s pomočjo, torej z bioterapijo ljudem. In sicer na začetku sploh nisem vedela, kako naj bi to izgledalo. Ampak imela sem, mislim, da leta 90 en intervju in to za Auro. In tam je bila objavljena tudi moja telefonska številka. In potem se je začelo. Tako da preden sva se spoznala s Humarjem, je preteklo že 12 let, ko sem jaz krepko delala. Najbrž ne bi kar nekoga povabil, od nekod se je moral prepričati, da povabi pravo osebo, da ta oseba resnično lahko pomaga, da je ona velik doprinos k njegovim odpravam, ne, če tako rečem. Ja, v glavnem midva sta se spoznala, ko je k meni prišel na terapije, takrat, ko se je pač polomil noge in peto. To je bilo, zdaj pa res pač ne vem, ali leta 2000 ali 2001. No, in takrat sva se spoznala. In glede na to, da so bile terapije uspešne, ja, sva začela pač sodelovati malo širše, se temu reče. A ti to razumeš kot poklic ali poslanstvo? Absolutno kot poslanstvo. A veš, poklic si pač poklican za nekaj, kar te veseli, se vpišeš na eno šolo, pač doštudiraš nekaj in potem to delaš, hodiš v službo. Poslanstvo pa ni nekaj, kar se konča ob 3 popoldne ali pa ob 4, ampak je prisotno non-stop. Od jutra do večera, vsak dan. In še po noči. Recimo, jaz delam kot astrologinja, nekdo dela kot nekaj tretjega, na različne načine človek lahko pomaga človeku. Kako po tvoji izkušnji se gradi ta človek? No, za začetek bom povedala, da sem uradno v penziji, no tako, ampak vseeno lahko povem, kako je pač to izgledalo. Na začetku, torej leta 90, so pričeli ljudje prihajati telefon, pa potem sem jih pač rekla, ok, pa pridite, pa da vidimo, pa nisem prav sigurna vse tisto, kar pač delam. Vse, kar vidim, sem si pač risala za vsakega posameznika in to, ko je prišel na terapijo in ko je odhajal, da sem jaz videla, če so kakšne razlike v tej energijski moji sliki, ki se pač dogodijo v moji glavi. No, v glavnem vsakega človeka, ki je prišel k meni, sem jaz prosila, da se postavi pred mojo steno, v oddaljenosti par metrov, in potem sem jaz to z mojega duhovnega vidika, bom rekla, pogledala človeka. Lahko z odprtimi očmi, lahko tudi z zaprtimi. Najprej sem mislila, da... Oprosti, da se smejim, ja. Sem si predstavljala, kako pride človek tebi in reče, da se pa pred steno postavite. Ja, se je bilo vsem malo čudno, ne? Ampak gre za to, najprej si, ko človek pač pride, se pogovarjam z njim in govoriva mogoče tudi o kaj bomo skuhali ali kakorkoli, mislim, kar tako, nekaj, tako da se nekako vzpostavi nek stik, da nimajo strahu, ker prvič pa res nobeden ne ve, kaj ga čaka, ne? No in potem, ko sem razložila, kaj je potrebno pri tem mojem postopku,
pol ni bilo več strašljivo, da se mogli postaviti pred to steno, pa se obrniti levo, pa se obrniti desno, pa naprej, pa nazaj, no, dokler nisem dobila jaz ene celotne slike, od spredja, od zadaj in tako naprej. In potem si je vse to narisala, vse napisala in potem človeku tudi pokazala, kaj vidim. In ljudje vedno pridejo s težavami, se ne pridejo zato, ker jim je dolg časa, ne, k meni. In potem, kjer sem pač videla, da stvari skozi ta naš energijski sistem ne potekajo, se nekje energija pač zaustavlja na določenem delu telesa, no, potem smo se začeli pa pogovarjati o problemih. Ponavadi nisem želela, da mi prej povejo, kaj jih muči, da ne bi bila jaz, kaj tudi moj ego zaveden v nečem, ampak najprej neutralno pogledati in potem se o tem tudi pogovarjati. Ker bolezen ni kar nekaj, da se kar zgodi, ima svoje ozadje, preden pride do manifestacije na fizičnem telesu. Ja. Nataša, se ti spomniš recimo tistih let, ko si zapustila svojo službo, ki je bila dobra in ki si jo imela rada in ki ti je prinesla en v redu mesečni dohodek, s katerim si ti lahko brez skrbi preživela, in potem te je poklicalo to poslanstvo zares, ne? Ja. Kaj se je dogajalo v tvojem življenju s teboj intimno, bom rekla, oziroma intimno notranje, kaj se je v tistem času dogajalo s teboj? Pa dogajalo se je mnogo časa prej že. V glavnem, jaz sem že leta 95 začela raziskovati, kaj je to, kar jaz vidim. Ko sem bila, se mi zdi, tako že malo osveščena, ko sem se začela spraševati marsikaj, ne da sem živela samo iz dneva v dan, iz ure v ure in živela na tako, ne vem, površinsko življenje. Ja, že veliko prej se je to začelo v meni. In potem na neki točki sem začutila, da bo vse staro enostavno odpadlo. Kaj je najbolj zahtevno bilo zate? Je to delo zate zahtevno iz fizičnega vidika, iz mentalnega vidika, iz čustvenega vidika? Kaj je tisto, kar se ti zdi najbolj zahtevno pri tem delu, ali se ti nič ne zdi zahtevno, ker si pač rojena za to? Najbolj zahtevno, v glavnem je tako, kar se tiče fizično, sploh ne. Bolj je bilo, največ, kar mi je pobiralo energije, pač to moje gledanje v človeka. Ker takrat, ne, jaz to ne gledam z mojimi očmi, svojimi fizičnimi, ker če ne bi bili vsi utrujeni vsak dan, ker skozi gledamo. Ampak moja zavest sem se naučila dvigniti na en drugi nivo, ki ima neke druge frekvence pač, ne, kjer mi je bilo omogočeno videnje vseh teh energij. Pač doseženo je to z eno duhovno prakso, seveda, ki je trajala, pa še traja, z nekim ritualom in določeno disciplino. To pa, ker ljudje pridejo zaradi svojih težav, pa to mene ne obremenjuje. V glavnem, to je pot k razrešitvi težav. A pa si svojim najbližnjim tudi lahko pomagala, ali ne? Si za njih tudi videla, ali ne? Ja, seveda, pa tudi sebe. Mislim, ne vidim razloga, zakaj pa ne. Dejstvo je bil ta odnos svojih bližnjih do mene. Zaupanje ali nezaupanje. Kadar je bilo zaupanje, ni bilo nobenih težav. Ali so pri tebi ljudje govorili resnico? O ja, kar misli si. Vsakdo želi nekako, neki zavit v neko meglo, pa vse so bolj okoliščine privedle do tega, kar se njim dogaja, pa drugi ljudje, v glavnem, ja, kup laži. Ampak pri meni se to ne obnese. Se lahko lažeš en čas, ne? Samo, ko se jaz človeka postavim pred steno, je konec laži. Ja, ko jaz rečem, karta ne laže. Tako približno. Človek, ampak
karta ne laže. Ne, res je. Ja. To se pravi, zdaj, jaz še vedno v bistvu ne vem, če sem dobila ta odgovor od tebe, kako si se gradila. Zdaj mi lahko rečeš, da si hodila v šolo, da si študirala, ampak kako si se gradila od tistega momenta, ko te je to začelo zanimati, do tega, da si vedela, zdaj sem pa res dobra v svojem poslanstvu, zdaj pa resnično lahko dobro pomagam ljudem, zdaj se pa lahko zanesem nase, da to, kar znam, to, kar sem, resnično je v dobrobit. Kako si se gradila? Jaz sem 5 let opazovala energije ljudi. Verjetno sem jih pogledala okrog 1000. Vse risbe imam še zdaj doma, na kupe jih je. Tako sem gradila svojo lastno abecedo. Vse na začetku, ker sem jaz videla, nisem imela pojma, kaj je to. Je bilo bolj moteče kot kakršnokoli poslanstvo. Jaz sem samo v sebi čutila, da s tem moram pač nekaj narediti, da to ni kar neki. In ko sem me starši, ko sem bila še majhna, peljali pač k okulistu, ker so pač mislili, da sem pač otrok, ne, imam pač neke privide, kaj sem, nekaj pač, no. In ko pač zdravnik povedal, da ne, Nataša ima čisto v redu oči in tako, sem nekako to potlačila, da sem pač lažje shajala, ker nisem vedela, kaj naj s tem počnem. No, šele čez leta, se pravim, ko sem doživela en kup enih padcev življenjskih, ja, vse, s čemer se pač ljudje srečujemo. No, takrat se pač sem rekla, ne, to, kar je, to me preganja, jaz moram temu priti do dna, pa tudi po noči sem imela, zaprem oči, pa se pojavi oko, pa iz očesa ven se pojavijo in barve in potem se pojavijo podobe in iz ene podobe gre v drugo podobo in tretjo podobo in to je, mislim, cela druščina ljudi, ki jih videvam v sanjah, mislim, ne v sanjah, sam, ko zaprem oči, in tako se, to je nekaj mora biti, to ni kar tako. No, se pravim, potem sem verjetno, dolgo časa sem se ukvarjala in z meditacijo. Zdaj vem, da ravno ni potrebna meditacija, lahko tudi čistim solato, pa sem osredotočena, pa je tako dobro. Ali pa grem na sprehod, ali pa še kaj drugega počnem, sam da je čuječnost ta prava, ne. No in potem, ko sem gledala te ljudi in risala, potem sem začela sestavljati abecedo. Ljudje so bili taki, ki so bili bolni, pa taki, ki so bili tudi zdravi, pa taki, ki so imeli samo kakšne čustvene težave. In v enih 5 letih sem približno, bi rekla tako, abecedo z malimi črkami sestavila. In potem sem vedela, Nataša, ko se pojavi ta barva, to pomeni, da je to. Druga barva pomeni to, tretja to in tako naprej. In je bila abeceda sestavljena. Potem pa vse skozi vsa ta leta sem edino še nadgrajevala. V glavnem, na začetku je bilo to videnje, v glavnem, ja, bi rekla, da se je nadgradilo, ampak do določene mere. Verjetno še nekaj obstaja naprej. Jaz vedno poskrbim, ker sem ugotovila, da je to človeku zelo pomembno, da recimo se ena stranka z drugo ne sreča. Ja. Kot da taki smo ljudje, kot da je to, da poiščeš odgovor pri astrologu ali da si pustiš pomagati nekomu, ki se ukvarja z bioterapijo ali kakšnemu terapevtu, kot da je to nekaj, česar nas je malo sram. Kakšne so tvoje izkušnje? Kako si se ti spopadala s tem, da pravzaprav se človek kar malo sramuje, da gre k tebi? Ali da mu je neugodno, ali da ne prizna tega? Ja, težave z ljudmi, ki se pač odločijo, da pridejo na terapijo, oni so pač že odločeni, ampak to srečevanje med ljudmi sem pa opazila, da je moteče. Vem, ko so recimo, da nekdo je prišel pač pred uro, ko je bil naročen, ne? Ta drugi je bil še pri meni. In torej ste se mogla nekako srečati, imam samo 1 stopnice. Kratek dober dan, ali pa niti to ni bilo med njimi, samo čim prej skozi vrata ven. Ponavadi še bolj povešena glava, da se ja ne bi videla iz oči v oči.
Potem sem jaz ta srečanja raztegnila, ni bilo več 1 ura, sem si dala malo več za vsakega, tako da se niso več srečevali. Tako da so edini, ki so prišli tisti dan k meni. Ja, ko obiščemo recimo nekega zdravnika, ne, je pa čakalnica lahko polna, tam je 20 ljudi, vsi vejo, nekaj se slabo počutiš, nekaj ti je in tako naprej. Ne? Pa zaradi tega tam ni preskrbljeno, da boš sam in da te nihče ne bo videl. Kaj je to, kaj vpliva na to, da pri nas, pri našem delu je pa drugače? Ja, veš kaj, mi smo bili od nekdaj navajeni, pač, da se gre k zdravniku, tam je polna čakalnica in to ni bilo nič novega. Na to smo bili navajeni, to smo pričakovali in ko si se tja usedel, si lepo mirno čakal, vmes so klepetali vsi čez, vsi smo izvedli vse, to je bilo kot pri frizerju ali pa kje drugje, v glavnem ni bilo nobenih preprek. Zato, ker pri zdravniku je obisk drugačen kot pri terapevtu. Pri zdravniku pač prideš, poveš, kaj ti je, te ne sprašuje o tvojih čustvenih vzorcih in mentalnih in ne vem še kakšnih, ne? Ampak dobiš recept in odideš. Tle pa, ko je pač potrebno malo se razgaliti, pa ne malo, kar precej, je pa stvar drugačna. Sem imela tudi ljudi, ki so prišli samo enkrat in nikoli več, tudi če sem jih naročila. Zato, ker jim je bilo preveč. Niso zmogli in pač ne gre. Da bi pa samo delala terapijo, brez da bi se pogovarjala, se pa meni ne zdi smiselno. Moramo razširiti, od kje je ta bolezen, kje ima vzrok, kaj je povzročilo to bolečino, ki se je sprevrgla pač v neko bolezen. In je treba razširiti zavest o tem. Si pa rekla, zadnje čase pa ljudje kar, da vidiš in imaš občutek, da ljudje kar so začeli močno delati na sebi. Ja, res je. A veš, če pogledam recimo 30 let nazaj, v glavnem ni primerjave, no. Je pa res, da takrat tudi recimo ne literature, ne česarkoli drugega, ni bilo tako, kot je zdaj, zdaj je poplava vsega tega. Mogoče tudi preveč, ne? Enih terapevtov, ker sploh ne vem, kaj, mislim, zakaj vse, ne vem, no, ampak je sprememba v zavesti pač je, no, tako. So kdaj imeli pričakovanja ljudje, ki so te obiskali, da bojo prišli do tebe in da bo stvar rešena? Mislim, zakaj sem pa prišel do tebe, če ne boš rešila vseh mojih težav? Kaj odgovarjaš? Mislim, če bi imela jaz tako čarobno palčko, bi bila zelo zadovoljna. Joj. Kakšne majhne težave se dajo odpraviti tudi ob enkratnem obisku. No, ampak čez nekaj časa bo ta človek imel iste težave. Zato je tako pomembno odpravljati te vzroke. Ne samo reševanje pač simptomov. Vse se da na energijski ravni popraviti, marsikaj. In če bi to merili v tistem trenutku, ko je terapija končana, bi bile izboljšave neverjetne. Samo kaj, človek gre domov in živi zopet tako, kot je, ne? To pomeni, en čas drži, potem spet to pride nazaj, ali v tej obliki, ali pa v kakšni drugi. Zato je tako pomembno v bistvu ozaveščanje, ne samo v redu je pomoč, pa človeku daš kakšen odgovor, ali pa recimo ga podpreš energijsko, ali pa kakorkoli, kot si ti rekla, ne ozdraviš s svojim delom, ampak na drugi strani je še ozaveščanje, se pravi, da človek razume, zakaj do nečesa pride, kaj počne, kar ga je do tega pripeljalo, kako zdaj obrniti ta mehanizem, to kolesje delovanja svojega in tako naprej. To je pa potem res vlaganje vase v svoje zdravje, svoje dobro življenje. Ja, veš kaj, jaz sem jim dajala tudi domače naloge. Sem imela en kup nekih vprašanj, na posebnem listku napisane, seveda, A4 format, in so mogli rešiti domačo nalogo. Zdaj lih ne vem točno, kaj vse sem gor napisala, ampak vem pa 2 ključni vprašanji. Kaj počnem, pa mi ni treba, kaj počnem, pa bi rada, pa ne. Potem pozitivna prepričanja o sebi, negativna prepričanja o sebi, po katerih vrednotah živimo. In potem še vprašanje, kaj po tvojem misliš, da te je pripeljalo do tega stanja, v katerem si.
No in prijela sem zopet na stotine odgovorov. Zelo zanimivo. Nataša, si se ti kdaj, glede na to, da 40 let lahko rečem delaš, a si se kdaj uprla temu poklicu oziroma naveličala oziroma rekla, kaj meni tega treba, kaj meni treba brati vse te odgovore, recimo, ali ni bilo tega momenta? Ma ne, jaz sem, ko sem nehala, pravzaprav, ko sem šla v penzijo, kakor ne, ja, sem pač imela daljša obdobja, ko nisem nič počela, ampak se veš, kaj se pol zgodi, ne. Poslanstvo je poslanstvo. Ja. Recimo, ti si sprejemala svoje stranke na domu, je res, Ja. pri sebi doma? Ja. Kako si imela tisto zaupanje, da si varna? Dobesedno, da si varna. Nikoli ne veš, kdo potrka k tebi na vrata, kdo pride v tvoj dom, v tvojo pisarno oziroma v tvoj delovni prostor. Si imela tisti občutek, da te je kdaj kaj zabremzalo in človeka nisi sprejela? V glavnem sem imela poseben prostor, to ni bilo v stanovanju. Zgodilo se mi je pa samo enkrat, ko je nekdo prišel alkoholiziran k meni. In sem rekla, da ga pač enostavno ne morem sprejeti. In je postal nasilen. Še dobro, da je bil moj zet takrat doma, no in potem je on uredil s tem človekom. Zelo negativno. Nekdo pa je, no, prišli so k meni tudi taki razni ljudje. Na začetku nisem bila tako selektivna, ker nisem še poznala tega dela v celoti, ko so me preverjali, tudi zelo namerno. En dan, to je že veliko let nazaj, zvečer, ko sem pač čistila prostor, sem našla v enem skritem vogalčku neko v črno zavito, neko črna reč je pač bila zavita. In potem sem rekla, kaj pa sploh to je? Občutek, ko sem se hotela to primiti, je bil tako grozen in že prej sem se čudno počutila, ko sem rekla, moram počistiti pač prostor. Sesavc pa to, mislim, ne. In potem sem takoj poklicala nekoga in sem vprašala, iz Tilija Havlička, sem rekla, poslušaj, nekdo je meni nekaj tlele pustil. In potem sem se spomnila, da sem jaz za trenutek odšla ven, ne vem, po kaj sem šla iskat, iz sobe ven. No, in to je nekdo pač izkoristil in mi to pustil. Evo, tudi to je bilo. Nakar seveda sem to uničila. Si imela koga, s katerim si se posvetovala o kakšnih svojih vprašanjih, svojih zadevah? Recimo, kadar si se počutila v kakšnem momentu, da je kaj nerazrešenega, naj si bodi pri tebi, se pravi, tudi ti si skozi to duhovno zorela, čustveno in mentalno in tako naprej, naj si bo pri tebi, ali pa, da enostavno nisi dobila odgovora, kaj s tem človekom in si rabila nek vpogled še nekoga drugega. Ma v glavnem, na tej poti sem jaz sama, veš, tako da kar težko delo tako od nekoga od zunaj. No, meni se je pa zdelo, da je pač to moja pot in moram pač skozi te stvari iti. Tako da mi ni bilo nič kaj preveč težko. Tako pa sem imela vsake toliko seveda izkušnje, take negativne, bom rekla, v življenju. In kako jih potem se soočiti s tem, kako na preizkušnji, seveda, lekcije so, nisem brez njih. In kako se s tem soočiti in kako potem to razrešiti in kako odpustiti in opustiti stvari. Vse to je bilo. Da bi pa imela, ja, bila ena starejša gospa, takrat, sem šla velikokrat se k njej malo pogovarjati. Nataša, lahko narediva samo še en pogled v to obdobje. Recimo, zdaj smo po novem letu, zdaj smo v sredini, v drugi polovici januarja, pa recimo, kako čutiš zdaj te energije, to atmosfero tega časa, sneg je končno zapadel, hladilo se je končno, je nekaj podobnega zimi zdaj. Recimo, če pogledava zdaj to obdobje, tam do velike noči, tam 2-3 mesece, kako ga vidiš? Jaz moram povedati, da jaz nisem neki napovedovalec prihodnosti. Lahko pač povem samo zase, kako ga občutim. Po eni strani sem malo zaskrbljena, glede na situacijo, politično bom rekla, in svetovno. Drugače pa se mi dopade, ker je vedno več ljudi, no, ki razmišljajo s svojo glavo, se temu reče tako.
malo na drugačen način. In če nas bo več takih, več pozitivne energije lahko oddajamo okrog sebe in ta se širi. Energija je neuničljiva, torej če je negativnost in da jo še vzpodbujamo, jo bo še več in ravno tako je s pozitivnostjo. Če smo pozitivni, se bojo lepili na nas kdo. Ja, negativnosti ne, se bojo pač pozitivne reči. In torej v tem vidim pa svetlobo. Jaz prijateljev ravno nimam veliko, tudi ljudi ne, s katerimi se družim, ampak tisti, ki pač so, bom rekla, da so svetle točke. In marsikdaj olepšajo in dan, ali pa samo pogovor, ali pa karkoli. Hvala ti. Ja. Hvala ti za ta pogovor. Prosim. Bi še kaj dodala, kar imaš zdaj na konici jezika, pa te niso vprašala, bi še kaj dodala zdaj? Ja, mogoče to, a veš, da moramo biti pri informacijah, ki jih dobivamo, zelo selektivni. Ne ravno vse verjeti, kar se sliši, ne slediti samo zato, ker je v medijih, pa če gre za reklame ali pa kakšno drugo zadevo. En kup izdelkov vem, da se prodaja kakor zdravo, to morate, brez tega ne morete živeti, brez tega boste ne vem kaj. Od novic, kaj vse moramo, treba biti selektiven.